Pozdravljeni in dobrodošli, dragi YouTube prijatelji, sledilci, znanci, kolegi. Danes govorim o beli, črni, rdeči energiji, magični energiji. Namreč barve so že same po sebi energija. S tem, da belo, črno in rdečo energijo determiniram za energijsko kvaliteto duše. Kvaliteta v tem primeru pomeni lastnost. Namreč obstajajo beli, obstajajo črni in obstajajo tudi rdeče čarovnice ali čarovniki oziroma njihova magična energija. Z vami sem Aleksandra Winkler, avtorica 8 knjig, med njimi tudi Brezmejna moč bele magije, ki je v e-knjigi oziroma tudi v tiskanem izvodu za tečajnike programa Bela magija. Če še niste, lajkite, subscribite se na moj kanal, kliknite like, če vam je všeč ta video, če ste pa zelo navdušeni, pa se mi pridružite v online Božanska magija. 3-mesečni program izvajamo v celoti nadaljavo. Karmo ustvarjamo konstantno. Tudi sedaj in predstavlja neko akcijo in delovanje, naj si je to v naše dobro ali slabo, oziroma slabo ali dobro tudi za kolektiv, za ljudi, okolje, s katerim pridemo v kontakt. Skratka, beseda karma je v osnovi nevtralna, njen predznak doda šele delovanje, ki je lahko pozitivno ali negativno, vendar velja tudi to, da je neko dejanje za nekoga pozitivno, in to isto dejanje je za nekoga drugega negativno. Tukaj bi dodala en primer, recimo Franc, ki se odloči za frizerko in je to njena pozitivna karmična odločitev, medtem ko se Micka odloči tudi za frizerko in je ta isti poklic njena negativna karmična odločitev. To je pomembno, da vemo, ko upoštevamo pojem prenosa energij iz enega v drugega življenja, ker danes bom govorila o karmičnem odtisu, o nevidni energiji, ki se prenaša iz enega v drugo življenje. Vse dobro se nam nekoč povrne, povrnejo se nam tako dobre kot tudi slabe stvari, ni nujno, da že v eni inkarnaciji, lahko v eni od naslednjih. Se pravi, govorim o naših akcijah, izbirah in delovanjih. Ljudje imamo možnost izbire, mnogo izbir, nimamo pa več možnost izbire posledic, ki botrujejo tem našim izbiram oziroma odločitvam, ki sledijo izbiram. Se pravi, pomembno je, da vemo, kako delovati v skladu z našo dušno matrico. Rekla sem, da je za nekoga en poklic v redu ali pa en partner, medtem ko isti partner za druge ni v redu, ni dobra izbira. Tako je tudi dopust v eni državi za nekoga čudovita izkušnja, za drugega je to lahko čist nekaj drugega, vse drugo kot čudovit dopust. Pač tako je, smo zelo individualni. Seveda obstajajo določene izbire, ki so za vse nas kolektivne, in to je sicer, da potrebujemo vitamin C in druge vitamine. Tukaj ne obstaja nekoga, za katerega bi rekli, da je to zelo personalizirano. Seveda je jedilnik personaliziran, ampak določeno sestavo, maščobe, beljakovine, vitamine, minerale potrebujemo vsi v različnih dozah, razvisno od starosti, spola, delovnih navad, fizične aktivnosti in tako naprej. Se pravi, če ste tukaj in ste navdušeni nad to mojo tematiko, danes boste znali teoretični del, danes boste znali nekaj teorije. Namreč vso to teorijo, ki vam jo bom danes povedala, pač v odlomkih, ne vsega, je tudi v e-knjigi Brezmejna moč bele magije, medtem ko praktične reči, praktično delo in individualni kontakt pa je v online programu. Seveda se nam lahko še pridružite. Se pravi,
Pomembno je, da delujemo v skladu s tem, kar smo na nivoju duše, kar smo si za to inkarnacijo zadali za cilj, in delovanje v skladu z našo dušno matrico, s tvojo, individualno, ti opišem v branju dušnega zapisa. Pomembno je, da tistim, ki sem to že naredila, da se zavedate tistih kvalitet vaše dušne genetike, da delujete po njih, ker je to že eden izmed najboljših smerokazov, da se izognete kontaktom z negativnimi dušami. Seveda, tlele imamo še veliko napak, ki jih odpravljamo online, ključ do duše, tako da tisti tečajniki moji veste, da če ne odpravimo teh napak, se hitro zapletemo v neko pajkovo mrežo in pridemo v stik tudi z rdečimi in črnimi magi. Če hočemo razumeti ta nevidni svet, svet angelov, svet duš, je treba najprej pogledati, kaj se dogaja z našo dušo, ko zapusti fizično telo, da bi bolje razumeli ta prehod naše duše iz enega v drugo življenje, je potrebno razumeti te mehanizme človeškega bitja. Pomembno je, da poznamo da vemo, da obstajajo 3 dimenzije telesa. 3 dimenzije telesa so predstavljeni kot fizično telo, mentalno telo in energijsko ali pranično telo. Vsa našteta telesa predstavljajo 3 različne dimenzije, ki vplivajo na fizični obstoj. Fizično telo je najgostejše, mentalno je subtilnejše, medtem ko je energijsko telo najsubtilnejše. Predstavljajte si to kot svetilko, žarnico, to je fizično telo, elektrika v njej je fizična, žice so fizične in elektroni, ki potujejo po žici, so tudi fizične narave. Tako so povezana tudi vsi 3 naša telesa, fizično, mentalno in energijsko. Vsa ta telesa nosijo odtise karme. Karma je vtisnjena v to je mentalno telo, vtisnjena v fizično in energijsko telo. Ti karmični odtisi oziroma karmični kompleksi so tisto, kar človeka drži skupaj v enem kosu. Karma je cement, ki nas povezuje s fizičnim telesom, obenem pa je tudi suženjstvo, saj smo zaradi svoje karmične zasnove vklenjeni v telo in smo tukaj. Duhovnost se ravno zaradi tega zdi težka. Če se tega poskušamo rešiti, enostavno ne gre. Vse, kar lahko naredimo, je to, da smo tu, da smo pristni, da smo zdaj v tem trenutku in izbiramo dobre odločitve za nas, po naši dušni matrici. Naslednji 2 telesi nista fizične narave, ampak vplivata na naše fizično doživljanje. V nas obstaja blaženost, ki je v celoti nefizična in nima lastne oblike. Samo kadar imamo oblikovano fizično, mentalno in energijsko telo, se lahko telo blaženosti obdrži v obliki. Če se omenjena 3 telesa odstranijo, bo naše telo blaženosti postalo zgolj del kozmosa. Tudi če se imamo za dušo, je to čista fizika. Ljudje velikokrat opisujejo določene omejitve nefizične kot duša, toda telo za to dušo je še vedno naša karma. Kadar je karmični sklop popolnoma razgrajen, ni duše. Vse je zlitje in prilitje z vsem ostalim. To predstavlja duša. Ko duša zapusti fizično telo, se ohrani telo blaženosti. Ravno tako imajo telesa blaženosti angeli, nadangeli, vnebovzeti mojsti in druga bitja. V ezoteričnih vedah razlagam, da počasi dojamete, kje so ključni elementi in da bi uspeli popolnoma razstaviti karmični sklop, tako da ta v resnici postane nič. Kadar nekdo umre, pravimo, da te osebe ni več. Ampak temu ni povsem tako. Omenjena oseba ni več takšna, kot smo jo poznali, vendar še kako obstaja.
Če pa v celoti razstavimo karmični sklop, ki nas zadržuje v združitvi in obstajanju, dosežemo stanje blaženosti. Nekateri to stanje imenujejo nirvana oziroma razsvetljenje. Osvobajanje preprosto pomeni postati osvobojen od samega procesa življenja, rojstva in smrti. Osvobajanje pomeni, da postanemo neomejeni z osnovnim sklopom telesa in uma, kljub temu pa karmični sklop predstavlja žice, ki držijo te stvari skupaj. Kadar človek umre, je jasno, da njegovo fizično telo pripada zemlji. Naše telo je sestavljeno iz zemeljskih sestavin, zato se vanjo vrne. Vsak atom ostane v zemlji, nič zemeljskega ne odnesemo. Nič, kar bi bilo zemeljskega, ne odnesemo na drug svet. Fizično telo se razgradi, razpade, medtem ko gresta mentalno in energijsko telo dlje, pač odvisno od karme moči. In če je karmični sklop intenziven ali nedokončan, se ne more hitro in enostavno razgraditi. Če pa je karma že oslabljena, ker je dokončala svojo pot, potem z lahkoto najde drugo telo, da bi našla duša drugo telo, mora ta moč in napetost tega sklopa vezanosti najprej popustiti. Karmično vezane duše ostanejo ujete v prostoru, kjer so bile mogoče umorjene, dušo vežejo na to okolje razni spomini, želje, hrepenenja, obljube, nedokončani načrti. To je tisto, čemur pravimo duhovi. Na ta način je duša ujetnik okolja, kjer je umrla. Nekdo je mrtev, vendar je njegov karmični sklop še vedno zelo močan, ker ni dokončan. In zato potrebuje mnogo več časa, da najde drugo telo, do takrat pa samo obstaja. Bolj kot je njegov karmični sklop močan, bolj je ta duh viden in ljudem tudi izkustveno dostopnejši. Povsod okrog nas obstaja nešteto takih bitij, pa če se tega zavedamo ali ne, vendar večino le-teh ne občutimo, ker je njihova karma iztrošena, razbita. Če pa je njihova karma zelo intenzivna, kar se zgodi ob nenadni smrti, zaradi prometne nesreče, samomora, umora, takšni duhovi lahko postanejo zelo moteči, za razliko od tistih, ki življenje dokončajo z naravno smrtjo, zaradi starosti, in je njegova karma, ki jim je bila dodeljena za to življenje, že dokončana. Skratka, najboljši način, da zapustimo ta naš fizični svet, je, da umremo v starosti, naravne smrti. Na tak način nam je prehod iz enega življenja v drugega zelo hitro in enostavno omogočen. Tukaj se zapomnite, da če se srečujete s prilepljenimi zemeljsko vezanimi motečimi dušami, ste dobrodošli v online programu Božanska magija, kjer odstranjujemo entitete in druge moteče faktorje iz bivalnega okolja, s parcele in celo, če so prilepljene duše na človeka, na posameznika. Danes pa gremo naprej s temo bela, črna in rdeča čarovniška energija. Se pravi, ko poznamo pojem reinkarnacije, da duša prehaja z telesa v telo, menja okolje, ostane ista duša z enakimi lastnostmi, kvalitetami, mogoče več znanja, modrosti, ampak matrica je enaka. Vsaka duša nosi spomin v obliki doživetih izkušenj, veščin, ki si jih je naučila in jih je pridobila v enem iz prejšnjih inkarnacij. Dušni spomin vsebuje tudi genetski spomin vse od nastanka duše in prvega življenja v človeškem telesu. To je dušna genetika, ki se glede na kvalitete razlikuje po beli, črni in rdeči energiji. Med nami je nekaj izrazito belih in izrazito črnih in izrazito rdečih magov. Se pravi, živijo med nami, ti niso uradni magi,
so po poklicu karkoli, odvetniki, politiki, zidarji, trgovci, kdorkoli, iz katerekoli stroke, njihova duša je lahko izrazito bela, črna ali pa rdeča, se pravi 3 osnovne kvalitete. Ponavljam, to so zapisi v DNA in jih ne moremo spremeniti, ne pri sebi, ne pri drugih. Česar ne moremo spremeniti, tudi ne zdravimo, se zdravljenje zajema spreminjanje. Zato ljudje s črno-rdečo čarovniško energijo niso dobrodošli v mojem programu Božanska magija, ker oni so se oddaljili od božanskega sveta. Se spomnite pravljice o Sneguljčici in zlobni mačehi, se pravi prva predstavlja belo čarovniško energijo, Sneguljčica, zlobna mačeha pa črno. In seveda je zgodba tlele zelo dolga, zgodbo sem in to vse o tem, še več primerov sem opisala v knjigi Brezmejna moč bele magije. Bela čarovniška energija ima moč v človeku in se izraža v tem, da le-ta vedno išče izhod in rešitev, tudi za širše dobro, ne le zase. V vseh dejanjih se izkaže za iskreno in dobronamerno osebo. Pomislimo na motiv iz Svetega pisma, na Kristusovo trpljenje. Mnogi zlobni ljudje, črne duše so mu očitali, da naj čudežno stopi s križa, če je res čudodelec, se pravi provokacije, izzivi so na bele mage zelo težki in zelo močni. In spomnimo se, kako je Kristusu množica obrnila hrbet, ostalo je samo 12 apostolov, 12 učencev. Tako da tisti, ki je privlačen za množice, ni nujno bel mag. Beli magi niso prav posebej dobrodošli množici, ker množica ljudi nima kompatibilne bele božanske energije. Bele dušne kvalitete ne opazimo samo pri Kristusu, temveč tudi pri drugih nebovzetih mojstrih in delavcih luči, pravih, ne tistih ponaredkov, ki so zgled človeštvu za pot do višjega znanja, spoznanja, dojemanja božanske moči. Bela čarovniška energija je prisotna pri mnogih posameznikih, živečih v tem času in v tej družbi, v našem okolju. Kako bi prepoznali, se spomnite filma Kekec, tudi teta Pehta je bila bela čarovnica, saj so vse njene dušne kvalitete take po opisu, želja po pomoči, slepi mojci, simbolična telesna slepota predstavlja slepoto človeštva, ljudje so slepi na dobre misli, na lepe besede in kako so teto Pehto očrnili, da se je skrivala v gorah, v eni koči pred ljudmi, otroke so strašili, da jih bo odnesla. Kaj nas učijo beli magi? Mnogokrat so bili pregnani, zasmehovani, celo obsojeni zaradi čarovništva v času inkvizicije. Tudi Sneguljčica je morala skozi težke preizkušnje, da je energijsko premagala zlobno mačeho, črno čarovnico, da je našla 7 palčkov, 7 je pač to božansko število, in našla ljubezen princa svojih sanj. Tako da zapomnite si, bela čarovniška energija predstavlja dobre čarovnice, dobre čarovnike, ne ubijajo, ne preklinjajo, ne zavajajo, ne lažejo, ne ponižujejo nikogar, svojo energijo uporabljajo za zaščito, blagoslov in podporo, radi delijo svoje znanje in modrost, s katerim pomagajo drugim, prinašajo blaginjo vsem, ki jih imajo radi. Ljudje z belo čarovniško energijo so večinoma ženskega spola, ampak je pa tudi nekaj moških pri tem, se pa prenaša po ženski liniji. Gre iz rodbine v rodbino in se to tudi karmično nasledi, se pravi, ko enkrat duša ima to energijo, White Witch's Energy, je to vedno. V enem življenju jih lahko bolj izrazi, v enem manj.
To niso nujno vsem dopadljivi ljudje, beli čarovniki, znajo biti tudi tako osamljeni, nimajo dosti družbe, lahko niso tako karizmatični kot ljudje s črno čarovniško energijo in rdečo, o kateri bom govorila zdaj v nadaljevanju. Ljudje s črno čarovniško energijo so na prvi pogled privlačni, karizmatični, te lastnosti jim služijo za vzbujanje pozornosti, ne. In zagotovo je najlepša goba v gozdu strupena mušnica, rdeča z belimi pekami, ampak je strupena, tako da previdno. Znajo zbuditi pozornost pri žrtvi, zaradi svoje karizme, zato skrbijo za privlačen videz in radi izstopajo z množice, z neobičajnimi strategijami, zlasti takimi, ki vzbujajo spolno poželenje, ne, z vedenskim slogom in izzivanjem, z zivalnimi oblačili poudarjajo svojo seksualno naravo, ker je to zbuditi pozornost za njih, tako kot mušnici s svojim videzom, da je vaba, ne. Kako primeri črne čarovniške energije je opisal že Prešeren v baladi Povodni mož, kjer pravi takole, opisuje lik Urške: "Modri in zvijač je bila vsa umetna, možake je dolgo vodila za nos," in zdajle govori še o karmi, "ga stakne nazadnje, ki bil ji je kos." Ne, Povodni mož poznate. In če je prva stvar zbuditi pozornost pri žrtvi, je druga ulov žrtve. Potem ko ta negativna duša s črno čarovniško energijo zbudi pozornost, se pravi, je treba samo še uloviti. In žrtev o tem razmišlja noč in dan in zdaj se začne izkazovanje moči. Se pravi, oseba s črno čarovniško energijo se predstavi kot odrešenik. Obstajajo resnične in obstajajo lažne stiske ljudi. Nekateri zares potrebujejo pomoč, saj smo vsi ljudje kdaj pa kdaj v stiski, naj si bo to finančna, čustvena. Sočutje ni izkoriščanje in dobrota ni sirota. Sirota je samo naivnost glede napačne dobrote. Vsekakor ljudje s črno čarovniško energijo uporabljajo lažno stisko, da bi ujeli žrtev. Tukaj imam še veliko primerov opisanih v knjigi Brezmejna moč bele magije. Značilna drama za doseganje ciljev. To taktiko uporabljajo kot tretjo točko. Drama in še enkrat drama, v katero so ti ljudje enkrat v tej vlogi odrešenika, drugič pa v vlogi žrtve, ki potrebujejo pomoč. Skratka, izdelajo dober scenarij, da si pridobijo, če je treba, tudi denar, ne, da preko drame dosežejo ulov žrtve in imajo svojo strategijo. In tukaj je pomembno, da ne padete na lažno dobroto in da ne padete na finto nekoga, ki vas na usmiljenje hoče zmanipulirati. Taktika izkazovanja moči je naslednja faza. Se pravi, črni mag se predstavi z vplivnimi znanci ali pa s premoženjem, ki je lahko resnično ali pa ni, pridobljeno na legalen ali pa nelegalen, nemoralen način. Svojo moč izkazuje s statusnimi simboli v družbi, vedno je v nekem stanju pomagati. Ker pa ne premore sočutja, še manj pa empatije, se pravi, empatija je višja oktava, višja stopnja sočutja, bodo vedno ti črni čarovniki zahtevali več
kot oni nudijo. To si zapomnite. Dati kos kruha zastonj, da se predstavi, kako je dober, in vzameti 5 štruc kruha ob prvi priložnosti. Zato previdno s takimi ljudmi. Dati 1 uro sočutja, fake sočutja, in vzameti 10 ur v smislu ti meni pomagaj. Ko z njimi enkrat skleneš kupčijo, ti postane hitro žal. Obljubljajo nebesa, ponudijo pa pekel. To je kot pogodba s hudičem. Žrtev v njih vidi nekega vsemogočnega odrešenika, ampak to, kar žrtev vidi, to je skozi iluzijo, skozi to, kar hoče ta črni mag, to ni resnično. Se pravi, to, kar mi vidimo, ni nujno vedno vse resnično. Gre skozi mnogo filtrov. Do zdaj, kar poznam ljudi, je še vsaka žrtev močno obžalovala, da se je ujela v past takega negativneža. Naslednja faza je izkoriščanje žrtev. Zgodovina je polna diktatorjev, brezčutnih narcisov, egoistov, ki so, preden so prišli na oblast, obljubljali vse. Ko pa so pridobili naklonjenost ljudstva in zmagali na volitvah, so pokazali čisto nov obraz. Črni magi žrtvam običajno jih ne ubijejo takoj, temveč jih ohranijo pri življenju, da se lahko čim dlje okoriščajo z njimi. Šele takrat, ko se žrtev hoče odcepiti, oziroma ko spozna, da je ujeta v nevidno mrežo, sledijo najprej grožnje, potem pa grozodejstva. Lahko te tudi po krivico obsodijo nečesa, da končaš v zaporu, ko se hočeš odcepiti, se spravijo nate, da si najslabši človek na svetu, podtikajo razne stvari, ki jih nisi naredil, kršijo vsa družbena in moralna načela, izsiljujejo z nečim, kar lahko njihovo žrtev zelo prizadene, poskušajo človeka javno osramotiti, diskreditirati, na način, da se žrtev jih boji. Se pravi, to v žrtvi vzame zelo veliko časa, energije, vse to počnejo z namenom, da bi osebo oslabili, zmanipulirali, zaradi česar bi se na koncu zlomila in klonila njihovim zahtevam. Izprijenost črnih čarovnikov ne pozna meja. Ampak so taki, da delujejo vsi po istem vzorcu in kopitu, zato jih ni tako težko prepoznati. Slednja, se pravi, vodi tudi v sodomijo, se pravi tudi sodomijo, spolno z živalmi ali v spolnost, erotiko z otroki, pedofilija. V njihovo spolno življenje so pogosto vključeni celo njihovi lastni otroci. V blagi obliki so spolno nenasitni, ker nimajo moralnega občutka, je spolnost s komerkoli, kadarkoli in kjerkoli njihov običajni življenjski slog. Tudi potem jih lahko prepoznamo. Ko žrtev to spozna, je že okužena, in cena, ki jo mora plačati, zato je lahko zelo visoka. Rečemo, da v mnogih primerih naredijo družinski člani samomor, ker ne vidijo izhoda. Tako so že na koncu zmoči, brez energije, da bi se rešili iz tega, in ker ne morejo ven iz tega, si lahko celo vzamejo življenje. In dolgotrajno sodelovanje s takimi negativnimi dušami, ki jim rečemo v angleščini Black Witches Energy ali pa črna čarovniška energija, ki je za njih naravna, se pravi, niso okuženi, začne izčrpavati normalne ljudi,
In tukaj je treba biti pozoren, zapomnite si, s kom se družimo, postanemo taki kot oni, ampak ne prav taki kot oni, bolj ovca z volčjim kožuhom, medtem ko oni poskušajo postati volk v ovčjem kožuhu. Črna čarovniška energija je moč, ki se deduje po prednikih in se tudi v večini primerov karmično nasledi, kar pomeni, da je duša črna oziroma negativna vse inkarnacije in da bo taka verjetno tudi ostala. Negativnost izraža s pomanjkanjem sočutja oziroma empatije do drugih in z ekstremnim egoizmom, kar se kaže tudi izkoriščanje na vseh možnih načinih. Značilen je promiskuitetni, seksualni način izražanja. Pred osebami s takšno energijo se lahko zaščitimo samo z izogibanjem, tako kot se izognemo strupeni gobi v gozdu, da jo pustimo tam in gremo dalje. Enostavno jo pustimo tam. Tukaj nismo zato, da bi uničevali ali gobe ali pa negativne duše, črne čarovnike, zato ne uničujmo nikogar in ničesar. In zdajle je pomembno, da samo se distanciramo in spoznajmo še rdečo čarovniško energijo. Ta se izkaže največkrat v vojnih zločinih, pa tudi sem videla na kmetijah, so se izživljali nad živalmi, tudi starši nad otroki so bili zelo nasilni, do krvi so jih pretepali. Pač to obstaja, ne. V vojni situaciji se lahko zelo bojimo te osebe z rdečo čarovniško energijo, ki jim je hrana to, da vidijo kri, da vidijo trpljenje, da vidijo ustrahovanje drugih. In to je za njih naslada, duševna hrana. Rdeča čarovniška energija v človeku, to je sadistična energija z določeno mero mazohizma in kot taka velja za demonsko energijo, ki zahteva in si želi prelivanja krvi. Takšni ljudje se hranijo s trpljenjem drugih, to je njihova zabava, vir užitka. K sreči je takih oseb zelo malo, pa še teh ne opazimo, saj se pogosto znašajo nad svojimi družinskimi člani za štirimi stenami, neusmiljeno grozijo in pretepajo šibkejše od sebe, otroke in starejše, vsakogar, ki se ne more braniti. Svoj sadizem izražajo tudi z mučenjem živali, kjerkoli se pojavljajo, razmišljajo samo o tem, kako bi koga poškodovali, se znašali nad njimi, se maščevali, ga pohabili, psihično ponižali. Veliko tovrstnih ljudi si izbere poklic, ki je že sam po sebi krvav, se pravi v klavnici, med zaporniškimi pazniki, jih je kar nekaj takih, radi prisostvujejo povsod tam, kjer je dovoljeno ustrahovanje, mučenje, trpljenje in diktatura. Pogosto se inkarnirajo v vojnih časih v državah, ki so v vojni, ker lahko izživljajo svoj sadizem. Po karmičnem zakonu sta žrtev in agresor. V odnosu privlačnosti zaradi neodpuščanja in želje po maščevanju, zato se tudi nedolžne dobre osebe znajdejo v krempljih negativnih duš z rdečo čarovniško energijo. Po pripovedovanju starejših oseb, ki so preživele drugo svetovno vojno in z njo povezano vse ta katastrofalno vzdušje, mučenje v taboriščih, sem si zapomnila en stavek: ni je zverine med ljudmi, da bi bila tako kruta, kot je lahko krut človek. Žival ubije svoj plen, da preživi. Človek, ne vsak človek, rdeči mag, pa to počne iz užitka ob trpljenju drugih. Tega ni v živalskem svetu, ko je to pri ljudeh. Značilno za rdeče mage psihično nasilje, mobing, poniževanje. Rdeči mag začne
s taktiko zaničevanja, poniževanja, ampak ne takoj. Najprej treba žrtev uloviti. Pri tem vztraja tako dolgo, da žrtev začne verjeti, da je dejansko manj vredna, šibka, slabotnejša. Rdeč mag se predstavi kot odrešitelj in od žrtve zahteva absolutno pokorščino, brez kakršnega koli oporekanja, vendar mu to ne zadošča, vedno najde nekoga, nad katerim se znaša. Fizično nasilje. Rdeči mag je vedno povezan s krvjo, torej naročnik ali izvajalec umora v to brez posebnega razloga verjame v svojo zmago, a ne. In trpljenje in likvidacija, za trpljenje, ki ga povzročajo žrtvi, imajo vedno pripravljen nek izgovor, nek razlog. Te duše se pogosto inkarnirajo v času in državah, kjer je trpljenje drugim dopustno ali pa celo zaželeno. Če pa temu ni tako, vedno najdejo izgovor, ki jim služi kot opravičilo, da se lahko znašajo nad drugimi. Velikokrat se sklicujejo na to, da si je žrtev zaslužila kazen. Kako si lahko kdo zasluži, kdo je tle, a ne, da boš fizično nasilen nad njih. In tukaj si zapomnite, bela čarovniška energija ustreza dušni skupini Mintaka, črna čarovniška energija ustreza dušni skupini Spremenljivci in rdeča čarovniška energija ustreza dušni skupini Zmaji. O energijah duše govorim v knjigi o energijah duše, o dušnih skupinah pišem v knjigi Akaški zapisi, osnove dušne matrice. Seveda mnogim lahko pri branju dušnega zapisa, to je en urni kontakt, odčitam njegovo dušno skupino, mnogim pa ne, ker so se že toliko oddaljili od svoje prvotne dušne matrice, da nimajo več tipičnega značaja in jih je treba počasi vračati k temu, kar v resnici so. Vsaka duša ima vpliv na druge duše. Bela čarovniška energija je podporna in iskrena. Beli magi so pretežno ženskega spola, ne izstopajo po zapeljevanju in ne vsiljujejo ničesar. Obožujejo naravo in samoto. Če taka čarovnica postane tvoja prijateljica, je ne razočaraj. V njej boš našel ali pa našla najmočnejšega energijskega podpornika, kar si jih lahko zamisliš. Če z nekom preživljamo veliko časa, prevzamemo tudi del njegove energije. Zato je pomembno, s kom se družimo in s kom sodelujemo. Še najbolj ključnega pomena pa je, kdo je naš intimni partner. Naivne in karmično povezane osebe s pogodbo so pogosto lahek plen rdečih in črnih čarovniških energij. Če se dlje časa družimo z osebami, ki posedujejo črno in rdečo čarovniško energijo, postanemo hipnotizirani z njimi. Preko uma nam vsiljujejo svoje zahteve in njihove želje pričnejo postavljati pred našimi. Če zapostavite svoje želje, svoje hobije in svoje osnovne življenjske potrebe zaradi ustrežljivosti drugi osebi, ste se verjetno že ujeli v past negativneža, še zmeraj pa imate vpliv in moč, da se iz tega zavestno rešite. Bela, rdeča in črna magična in čarovniška moč običajno se ne pridobi. Ni odvisna od naših vedenjskih vzorcev, navad, naj si bojo to neki običaji, pridobljena prepričanja. Običajno vse to nasledimo. Nasledimo po naši duši. Dušne kvalitete so nam vedno enake, tudi če menjamo spol, telo, kraj, čas. Če ste pozitivna duša in ste v družbi z negativnimi ljudmi, črni, rdeči magi, lahko postanete del njih, prevzamete nekaj njihovih navad, tako,
bi rekli, kot da si je ovca nadela volčji kožuh. V resnici ste vedno ovca, niste nikoli ta prav črni volk in ne morete biti. Samo dober poznavalec duš lahko loči ene od drugih. Včasih ljudje živijo dolgo let s partnerjem, ugotovijo, kakšen prevarant je bil. Torej, karmično nasledstvo ni negativni urok, ni črna magija, ni prekletstvo. Je preprosto osnovna dušna matrica posameznika. Če ste se znašli v beli čarovniški energiji, v vlogi tete Pehte, Sneguljčice, ko bi rekla, ali pa, če ste se našli v črni ali pa rdeči energiji, potem boste vedno taki, odvisno od družbe, od tolerantnosti družbe, od okolja. Kako pomaga, da pridejo vaše kvalitete oziroma lastnosti na dan. In tukaj je pomembno, da si zapomnimo, karmo ustvarjamo konstantno, tudi zdajle. In predstavlja neko akcijo in delovanje, naj si je to v dobro ali slabo. Skratka, karma v celoti je to v osnovi je to neki nevtralen pojem, njen predznak ji doda šele delovanje, ki je lahko pozitivno ali negativno. Ampak obstaja tudi to, da je neko dejanje za nekoga pozitivno in to isto dejanje je za nekoga drugega negativno. V nadaljevanju programa Božanska magija bomo prepoznali resnične negativne uroke in njihove posledice, kot tudi sredstva in orodja za odpravo le-teh. Vas ta tematika zanima? Bi radi mentorsko sodelovanje? Želite pomagati sebi in drugim? Ste pozitivna duša? Kontaktirajte me za več informacij v e-mailu aleksandra.vizionar@gmail.com ali preko spletne strani omgarden.si. Ostali pa, ki želite le brezplačno video vsebino za, bi se rekli, za širjenje mentalnega obzorja, čeprav sprememba nastane šele z določenimi obredi, akcijami in delovanji, se naročite na moj YouTube kanal, če še niste. Lajkajte ta video, če vam je všeč, v znamenje podpore in da se vam bo naslednja vsebina bolje prikazovala. Lep pozdrav in kmalu v naslednjem videu, do naslednjič.